Živa, bolj tukaj, vi gledate Slone Easy. Jaz tukaj razlagam slon, najbolj easy način. Danes imamo drugi filmček o zaimkih in to so povratno osvojeni zaimki. Zdaj bom pogledal na svojo tablo in bom z vami delil svojo na easy razlago. Ste slišali? Svojo tablo, svojo na easy razlago. To dvoje svojo so v bistvu povratno osvojena zaimka. Ok, to je to, lepo sem rekel, si moj začal. Ne šit, se hecam. V bistvu povratno osvojeni zaimki so ena od tistih snovi, ki je veliko ljudem težka ali pa veliko ljudi jo narobe uporablja. In upam, da bomo danes to razčistili, kako se pravilno uporablja in da se bomo zraven še zabavali, ne. Torej, povratno osvojene zaimke v bistvu uporabimo, kadar imamo nekega vršilca dejanja, ne, ke je lahko oseba, stvar, predmet, rastlina, žival, a ne. In da ta vršilec dejanja nekaj dela s stvarjo, ke je njegova, oziroma z objektom, a ne, ki je njegov. In ta objekt uganete, kaj je lahko spet oseba, stvar, žival, predmet, rastlina in tako naprej. In vedno je to slišiš spet znanstveno, fantastično. Ampak je pa čisto na easy in gremo kar na primere, da si boste nekako lažje zapomnili. Kdo mislite, da je to? Kdo mislite, da je to, No, to sem jaz, ja, a ne. To na desni je pa moja hiša. Uganete kaj? Moja je z modro, zaradi tega, ker je svojilni zaimek, ampak svojilni zaimek je zaradi tega, ker smo povedali samo, čigava hiša je, a ne. Zdaj pa, zaradi tega, ker sem jaz tukaj, a ne, in ker bom nekaj delal s svojo hišo, ne, jaz sem vršilec dejanja, ker bom nekaj delal s svojo hišo, ke je pa objekt, bomo pa uporabili povratno svojilni zaimek, a ne. In to bo: stopil sem v svojo hišo, a ne. Stopil sem jaz nekaj delal, a ne. Pač vem, da ne piše jaz sem stopil, ampak vemo, da stopil sem pomeni, da sem jaz nekaj naredil. In hišo je pa predmet, a ne. Zaradi tega je stopil sem v svojo hišo, povratno osvojeni zaimek, a ne. Ne moramo reči stopil sem v mojo hišo, ampak stopil sem v svojo hišo. Ali pa tukajle imam tudi cvet, a ne. No, cvet. Cvet je tukaj vršilec dejanja, ne. Na desni je pa njegov list in njegov je svojilni zaimek, ker smo povedali, čigav list je to in ker je z modro napisan. V glavnem, je pa, ker cvet nekaj dela z listom, ki je njegov, oziroma z objektom, bomo pa spet uporabili povratno svojilni zaimek, oziroma cvet gleda v svoj list, a ne. Ta svoj je povratno svojilni zaimek. Ne moremo reči cvet gleda v njegov list, a ne, ampak cvet gleda v svoj list. Ja, zaradi tega, ker cvet je vršilec dejanja in je nekaj delal z listom oziroma z objektom, ki je njegov, a ne. In še tukajle so 4 človečki. To so sošolci, prijatelji, karkoli. In na desni je pa njihova učiteljica. Okej. Njihova učiteljica je svojilni zaimek, ker smo povedali, čigava učiteljica je to, a ne, pa ker je z modro napisano. V glavnem, zdaj pa sošolci so vršilci dejanja, in ker so videli učiteljico, bomo pa spet uporabili povratno svojilni zaimek. Sošolci so videli svojo učiteljico. Sošolci vršilci dejanja, učiteljica objekt v tem primeru, in so videli učiteljico. Zaradi tega damo vmes svojo, ne moremo reči sošolci so videli njihovo učiteljico, ker to bi bila od, ne vem, 6. ali pa 7. razreda učiteljica, ampak sošolci so videli svojo učiteljico in svojo povratno svojilni zaimek, ker so sošolci videli učiteljico. Vršilec dejanja je videl objekt. Okej. Kaj pa, če bi na primer vršilec dejanja bil pojem? To bi bilo pa: sreča je zajela svoj prostor. No, sreča, ne, je pojem, je vršilec dejanja, prostor je pa pač objekt v tem primeru, ne. In svoj je pa povratno svojilni zaimek, ker je sreča nekaj naredila s tem prostorom, a ne. Vzela svoj prostor. Ali pa če bi bil predmet vršilec dejanja, bi bilo na primer, knjiga stoji na svoji polici, a ne. Knjiga je spet vršilec dejanja, polica je pa pač objekt, a ne, in knjiga stoji na svoji polici, ker je pa povratno svojilni zaimek. Ali pa če bi žival bila tudi na primer vršilec dejanja, bi bilo pa: metuljček je poletel iz svojega gnezda, na primer.
Pač metuljček, je žival, vršilec dejanja, gnezdo je pa pač objekt, in ker je poletel iz svojega gnezda, je to povratno svojilni zaimek. Okej, dobro, to smo zdaj razčistili. Kako pa gre kaj to skloni? No, ne vem, pojdimo pogledat, kako bi lahko to za imenovalnik dal? Svoja hiša, svojo hiša. Ja, za imenovalnik ne bi glih šlo. Kaj pa za drugi sklon oziroma rodilnik? Nisem videl svoje hiše? Ja, to bi šlo. Kaj pa tretji sklon dejavnik? Svoji hiši sem sezidal novo sobo? Ja, to bi tudi šlo. Kaj pa četrti sklon tožilnik? Stopil sem v svojo hišo? Ja, to bi tudi šlo. Zdaj je tudi tukaj napisan. Kaj pa peti sklon mestnik? Živim v svoji hiši? Ja. Kaj pa šesti sklon rodnik? Baham se svojo hišo. Pač tega ne delam v pravem življenju, ampak je pa dober primer. In ja, to v bistvu, zdajle sem razložil to, ker je 2 pika puščica 6 pika. To pomeni, da v bistvu povratno svojilne zaimke objekt uporabljamo od 2. do 6. sklona, Ne moramo uporabiti 1., ampak od 2. do 6. sklona. V glavnem, grem samo še na hitrico čez. Torej imamo vršilca dejanja, spet. Jaz. Torej, lahko sem jaz, rastlina, oseba, predmet, torej pol tudi. Ja, torej, je oseba, predmet, oseba, stvar, pol imamo tudi žival, rastlina, pojem in tako naprej, in isto velja za objekt. To od 2. do 6. sklona, to je tako kot pri predmetu pri stavčnih členih, Evo, da si boste lažje zapomnili. Torej, grem samo še na hitrico čez zdaj. Vemo, da vršilec dejanja, kadar nekaj dela s objektom, ki je njegov, uporabimo povratno svojilni zaimek. Okej. Torej, pač, vršilec dejanja je lahko oseba, stvar, žival, pol je lahko tudi pojem ali pa rastlina, In isto velja za objekt. Okej, to smo zdaj ponovili. Pa preden še grem, za piko na i, da si boste sigurno zapomnili, kaj je svojilni in kaj je povratno svojilni, imam tukajle 2 primera. Prvo je, mami je vzela svoje kolo, vidite. Mami je vršilec dejanja, ker je vzela, ker je nekaj delala s kolesom, ki je pa objekt. Torej, ker imamo in kolo in mami, oziroma vršilec dejanja, ker je nekaj delala s kolesom, je to povratno svojilni zaimek, svoje. Če imamo pa tukajle mamino kolo je v garaži, pa res, da smo omenili mami, ampak smo povedali samo, da je njeno kolo. Nismo povedali, kaj je ona delala s kolesom, Tega, ker imamo samo kolo omenjeno, Samo kolo. Ni mami, ampak samo kolo. Mamino je pa svojilni zaimek, že spet, z modro napisano, V glavnem, to je to. Upam, da vam ta filmček všeč. Če vam je bil, ga mogoče všečkite in mogoče se naročite na YouTube kanal Slova na Easy. Mogoče si ogledate še YouTube kanal Mata na Easy in ja, to je to. Lepo se imejte, se vidimo jutri in čau. Pa preden grem, zdaj kamorkoli bo naš avto šel, Ni nujno, če moja mami, moj oči ali pa mi vsi skupaj, Tam boste vedeli, da je to moj avto, zatega, ker je ogromna nalepka z mojim obrazom iz Slova na Easy in mojimi kontakti s Slovom na Easy, Hvala izdelava.com. In še, tudi če so samo moji starši tam, malo pohupite, ker vedno je kakšen urnik v tistem avtu in mogoče boste pol domov šli s kakšnim dodatnim urnikom v žepu, To je vedno fino. Glavno, lepo se imejte, čau. Pa preden grem, si ne pozabite ogledati Hestia Pro. Vem, da sem to še velikokrat povedal, ampak oni prodajo računalnike, miške, tipkovnice in skoraj vse dele za računalnike, ki jih boste rabili. So nasproti Aleje v Ljubljani v Šiški in tudi če greste sami na njihovo spletno stran, ki bo spodaj v opisu, verjemite mi, ne bo vam žal. In a sem se že zahvalil, ker so mi dali računalnik. Hvala vam. Spodaj v opisu je tudi več o računalniku, če koga zanima. Ampak v glavnem, lepo se imejte vsi in se vidimo kdaj naslednjič.